Zdaj, jaz vem, da ti si treniral cel kup tudi teh treniraš pravzaprav, oziroma se učiš s temi kupom teh orožij. Ja. Kako sem že rekel, dolga palca, kako se že reče tem dvem kratkim palcem? Skupaj imam 19 orožij. 19? Ja, plus lok. A res? Toliko desetletij vsakdanjega dela ti daje možnost, da lahko to počasi absorbiraš. Ne? Je vedno lažje, kakor pri jezikih. Kdor pozna samo svoj dialekt, že ko pride v šolo, ima težavo. Ja. Če poznaš en jezik, je drugi težava. Če sta ti dana dva jezika, je že lažje tretjega, četrti pride sam. Zato, ker ene osnove obstajajo. Veš, da imaš besede, slovnico, govor. Recimo, eni imajo deklinacijo, konjugacijo, tako in tako naprej in imaš oporne točke povsod. Potem mi Slovenci smo srečkoti, ker spadamo v slovanske narode, ki izredno, z veliko lahkoto se naučijo tujih jezikov. En primer. In podobno je pri orožjih. Seveda, če si temu predan, jaz sem temu predan, imam to srečo, da živim od tega in torej lahko izkoristim 24 ur na dan za to. Narava mi je dala to srečo, da imam dober spomin in telesni spomin in to je velika sreča. In še to srečo, da učim, ne? To je velika sreča, ker kadar ti učiš ljudi, si Srečko Srečkovič. Ja. Če ti je Bog dal to šanso, da lahko učiš, to je res, ja. Deliš. To imaš zelo prav. Če lahko deliš, je to velika blagodat. Ja, jaz tako sprejemam to. Ja, se je. A ti je imaš kakšno priljubljeno, recimo, ali ti je vse isto? Pri orožjih je zelo zanimivo, je skoraj kakor pri hrani ali pa pri določenih knjigah. Recimo, vsako orožje te nekaj uči. Ne? Ja. Ene določene premike, kar pomeni, da te preverja na določenih nivojih. Te uči. Ni, da ti tam mahaš, se imaš fino, se veseliš, pa konec. No, to je moj nivo. No, veseliti se moraš. Ja. Ampak poznati eno orožje je zelo zahtevno. Je bolj zahtevno, kakor izgleda, ker se takoj vidijo napake. In vsako orožje ima svoje premike, svojo maso, svojo dušo, svoj govor, svoj jezik in svoje učinkovite stvari oziroma neučinkovite stvari. In v določenih obdobjih ali trenutkih, ko jaz treniram, mi orožja tudi povejo, kje sem. Zato ni enega orožja, za katerega bi rekel, to je moje. Zelo imam rad dvojno orožje, to ja, zato ker sem bodisi levičar kot desničar in zelo rad delam z obema. To mogoče, ampak če ne... Kjera so dvojne? Dve palici? Imaš recimo ali dva noža. Bakizaši. Ja. Ali pa imaš nož in sekiro. Ali pa imaš dva ravna meča, dva zvita meča, take stvari. Ne? To. Ker s koordinacijo nimam problemov in mi je všeč, to meni paše. Ampak so seveda spet obdobja. Ne? In vsako ti malo pokaže, vsako ima svojo energijo, vsako ima svoje pravila, ki te z ene strani ščitijo, ampak tudi opozarjajo. In če greš ti to trenirati, ti oni povejo. Kakor forme, ne? Yeah. Forme, ti ezoterični plesi, bojni plesi, to so čiste formule in če jih ti greš študirati v globino, ne samo zaporedje, kakor da bi zaplesal, ti odkrivajo nore stvari, ki so v tebi in ki jih moraš spoznati. Ne? Kako se pa lotiš novega? Praviš 19, bom zbral zdaj nekaj, kar mi je recimo nedomače. Sekira. To ne obstaja ne šola, ne učitelji, ne literatura. Kot prva stvar, kot pomoč obstaja 5 glavnih družin orožij. So zelo kratka orožja, dolga orožja, mešana orožja,
metalna orožja. Kaj pa so mešana? Mešano orožje pomeni, da imaš ščit s sekiro, da imaš recimo nožnico in sabljo. Ampak ti dve se obnašata drugače, zato je mešano. Da imaš nož in sekiro, to je mešano orožje, dveh rokah. Okay. In to so družine. Recimo sekira spada v srednje orožje, ampak lahko so tudi metalna. Ponavadi kratka sekira je isto kot mačeta. Da je podobno kot mačeta. Ima ene določene telesne premike, ki so podobni drugim stvarem. In že, če se naučiš enega od teh principov, po enega od teh principov dobiš eno splošno informacijo. Ko potem dodajaš, so samo specializacije. Seveda, trdno delo, vsakdanje delo, ampak so specializacije. Torej, zviti meč, mačeta ali sekira so bratranci in mnoge stvari se delajo podobno. Ene stvari različno, ampak ene stvari pa podobno. Ne? Ampak vira nimaš, to mi je. Saj tukaj mene so učili v določenih orožjih. Potem sem pa jaz še razširil to stvar s pomočjo knjig in treninga, študija. No. Se pravi, to pomeni, da si neke tehnike moral dobesedno sam ne iznajti, ampak jih odkriti. Izpilil sem tehnike te družine in moral sem razumeti, kaj je še specialnost tega, ki spada v tej družini. Tukaj je potem raziskovalno delo, ki je lahko en mesec, en teden, 20 let. Za ene forme sem rabil 20 let raziskovanja, za določena orožja, da sem dosegel določen nivo, sem rabil 25 let. Za določene nekaj mesecev je vse odvisno. Po nivoju, kje si, kako ti je stvar zahtevna in tako dalje. Ampak kako treniraš, ker ti nimaš tam niti sparing partnerja, Rafaela verjetno bi ti sekire nasprotno. Jaz še vedno učim orožja. Torej najprej... Ampak vsem v klubu je to omejeno na neki le bolj standardni nabor je palca, je to je un. Ja, ampak ne smeš pozabiti, da preden sem začel jaz učiti, sem 20 let se učil pri učitelju orožja. Torej jaz sem bil najprej učenec 20 let, kjer sem redno izvajal pod kontrolo vaje v parih. Kaj to pomeni? Z orožjem? Z orožjem, ja. Sekiro pa? Ne, sekira je prišla potem. Druga orožja. Sekira se mi zdi tako. Ta sekira ti je všeč zgleda? Ne, ta sekira mi je tako kot metafora nekaj, ker ne vidim, kje bi najdel sparing partnerja, da se boš ti zdaj učil boriti se sekiro. Vse to ti hočem povedati. Ja, prosti. Osnove sem dobil v vsaj 20 letih trdnega dela pod kontrolo z različnimi osnovnimi. Govorimo o barvah. Imamo modro, rumeno, rdečo. Ja. Kadar modra ima veliko nijans. Rumena je lahko neapeljsko rumena, drugače rumena in tako naprej. To je to. In torej ti je lažje to narediti, kadar spoznaš principe modre barve, dodaš malo bele, imaš svetlo modro. Ne? Če hočeš lila, daš rdečo in boš imel lila barvo. In po teh principih pridobiš znanje. Kadar se ti učiš na enem določenem nivoju, dobiš na razpolago določene principe oziroma ključe poznavanja za odprtje vrat v sobo znanja. En primer. Ni vojsko, greš gor po principih. Naprimer, mi imamo lahko 5 tipov sil, ki jih izkoristimo telesno. Kako? Sila navzgor, sila navzdol, sila naprej, rotacija in val s pomočjo torzije. Kadar dobiš te informacije in jih delaš nekaj časa, jih potem daješ v prakso tudi sam, ko učiš pa sploh. Ali pa spretnosti, je spretnost tehnike, umetnost tehnike, to pomeni piljenja določenega premika, lepopisje, hitrost, moč,
razumevanje aplikacije, ritem. To so recimo različne spretnosti v času in prostoru. To so ključi. In kadar dobiš ključ tega, to ti gojiš, globlje prideš, bolj povezuješ z ostalimi, višji nivo si. Kako veš, kako si višji nivo? Tako da delaš v parih. Ali pa da učiš. Od učencev dobiš največ batin. Tisti hudi. Ker delajo največ napak, so najbolj živčni in te najbolj tepejo. Tako, zopet moja velika življenjska sreča. In seveda, vsak dan je delo tudi sam. Torej, kar sem nadgradil, je bila nadgradnja že nečesa, kar sem hudo gradil desetletja prej pod redno močno kontrolo mentorjev oziroma mojih kolegov. Se pravi, ta tržaški klub je tudi tako tradicionalni karate, ki... Na različne načine je bilo vse skupaj. Najprej je bilo športno, potem tradicionalno, športno in tako naprej. Se pravi, ne v tem klubu, druge si te mentorje imel 20 let pred njim. In bil sem pri različnih učiteljih. Okay. Najdlje sem bil pri enem s Trsta, potem so bili pa tudi še drugi, zato ker smo se izobraževali pri različnih učiteljih, ki so prišli iz tujine, k nam so bili seminari, daljša izobraževanja in tako naprej. In torej, tudi glede na nivo, ki smo ga imeli, smo se šli šolati še dodatno k določenim učiteljem. In to sem izvajal 35 let. Do takrat, ko sem postal potem učitelj in mojster vseh teh stvareh, in nadaljeval potem jaz to pot, da jaz učim učitelje in tako naprej. Ne? Ampak seveda z vsakdanjo redno vadbo, raziskovanjem, preverjanjem, učenjem drugih, ker brez tega ne gre. Kako izgleda tvoj dan? Med ponedeljkom in petkom vključno je tako, 5:20 se vstane. To imaš na uro? 5:20 vstanem. Imam določene moje dihalne, vizualizacijske in telesne vaje, se umijem, pojem in ob 6:40 približno, več manj, sem v telovadnici. Ob 6:40 si že vse to? Približno. Kako ti to uspe? Jaz zjutraj vstanem, jaz bi bil lahko v penzionu, to imam dela sam s sabo, da naredim raztegovalne vaje, ki si mi jih naučil, da naredim čigong, dihalne, notranje organe, da naredim pol še neke rehabilitacijske, ki sem zdaj v rehabu, zato da sem si ramo zrihtal pa tako. In da potem lahko naredim še nekaj za moč, pa še nekaj kardio, jaz sem 2 uri pa pol, 3, ti si pa že v urci 20. Odgovor je zelo enostaven. Jaz sebe prebudim in pripravim v krajšem času in prostoru, ki ga zmorem, zato ker imam to prakso, zato da grem potem učiti. Torej, to ni moj jutranji trening. To delam, kar si mi ti omenil o sebi, izvajam jaz ob sobotah in nedeljah doma sam, ali ko so počitnice in delam sam zjutraj. Ok, makes sense. Tu se jaz pripravim, da grem na delo, učiti delo, poslanstvo. Ob 7 začnem s prvo lekcijo in imam dopoldan med 7 in 12 vsako uro individualne lekcije. Potem grem domov jesti. Ob 4 sem spet v telovadnici. Spet sam vadim, pišem, sestavljam programe. Ob 5 začnem učiti do 9 zvečer. Potem pridem domov. Odvisno, jaz izmenično en dan večerjam, en dan ne večerjam, ker imam vsak drug dan te krajše 18-urne poste. In torej, če večerjam, povečerjam, gledam malo televizije, potem berem eno urco ali študiram eno urco in grem spat. To je dan. Po kosilu še eno uro približno študiram, pišem, sestavljam, se malo odpočijem in grem na delo. No, sej, že ko sem treniral pri tebi, sem rekel, Madonca, in ti vsak dan toliko treningov enega za drugim podelaš in še vedno ta rigorozni urnik? To mora biti, veš, da ta disciplina, samodisciplina, mora biti, zato ker če ne propadeš.
propadeš zdravstveno, propadeš tudi mentalno. Mentalno kaj pomeni? Takrat, ko začneš popuščati, se začneš prepričevati, da je prav tako. Kadar se prepričaš, in to zelo malo, Ja. pride na obisk sosed, ki se mu reče ego. Ego prinese sabo vedno kaj? Lenuha. Ste vedno dva. In si šel. Zelo lepo povedati, bravo. Druga stvar. Ja. Jaz moram biti vzor ljudem, ki jih učim. Torej, če pridem v telovadnico, pa pride XY človek, pa mu filozofiram, pazi nase, dej treniraj doma. Lej, če boš tako delal, boš zdrav, ali boš zopet zdrav, ali boš močnejši, boš pogumnejši, vse skupaj. Jaz ne morem delati, če imam vamp, če vstajam ob 9 zjutraj, če pridem, ne pridem, če se gledam, pa se šminkam. Ne, jaz moram biti najprej vojak sam sabo, jaz moram najprej kloftati sebe. To ni mazohizem, to je samo red. Ker če ne, ni v redu, etično ni prav. Jaz moram biti 10, da lahko tebi filozofiram 2. Ker če sem jaz 2 in bom tebi filozofiral 2, prvič ni prav, drugič ne bo trajalo. Ker me bo zavohal. In je prav, da me zavohaš. In to se dogaja naokoli. Zato je veliko teh vikend variant gurujev, zdravilcev in tako naprej, ki grejo na ene tečaje, potem sami ne delajo intenzivno na sebi in ljudje jih malo zavohajo. Ampak to ni. To slepariš sebe in druge. Ne? Torej, če hočem biti učitelj borilnih veščin, mojster borilnih veščin, učiti duhovnost, samozdravilnost in vse te stvari lepe, ki se zelo lepo slišajo, moram delati močno na sebi. Ne? Z vsem tem, Andrej, se jaz 100% ali pa še več strinjam, edino občudujem te res to jekleno voljo. Jekleno voljo za vas ta red. Ker jaz sebe imam za kar ne bom rekel redoljubnega človeka, ampak mislim, da imam kar močno voljo. Ampak vidim, da mi tudi sem pa tja. Se mora. Kaj? Se mora. Pa Veš zakaj? Je prav. Res, Zato, ker ti se moraš znati tudi pocrkljati. Eno je lenoba, drugo je znati se imeti rad in se pocrkljati. Torej, imeti red, to je v redu. Ok, pa zdaj damo to san, pa vse skupaj, pa zdaj bomo tako. Ja, ampak potem, zakaj pa se ne bi mal popraskal? Zakaj pa ne bi rekel, a je kakšen krov? Ja. Treba se znati tudi pocrkljati. Torej, kdor je redoljub, ostaja redoljub. Mora paziti na se, ampak redoljub je. Kdor je v sebi neredoljub, to ni pravi slovnični izraz, ne bo nikoli redoljub, zato ker je šibak. Amen. Lahko pa pridobi pomoč, ne? Nekoga, nečesa, da postaja redoljub, ker te stvari imaš v sebi. Ne? No, ampak jaz se, tako kot si prej sam govoril, vedno je borba s samim sabo. Ne? To je edina in najhujša borba. Drugi niso pomembni. In jaz se samega sebe bojim, kaj bi bilo, če bi popustil. Ne? To ne vem, kako je do tega prišlo. Mogoče ne verjameš v svoj red, v svojo redoljubnost. Kako? Mogoče ne verjameš dovolj v lastno moč redoljubnosti. Jaz absolutno nisem po naravi redoljuben človek. In tudi, recimo, da bi jaz rekel, jaz bom pa zdaj vsak dan vstal 25. Mene bi že misel na to ubila. Motivacija. Ja, sej. Vera v nekaj in motivacija. Vseeno pa držim nek red, neko konstanto, da je pa vsak dan to, pa to, pa to, pa to. Ja, za delo pa za družino narediš, ne? Ja. No, ne, sej to je itak, ja. Ne, ampak vidiš ta borba s samim sabo, jaz sem, ne vem kako, ne iz kakšnih višjih razlogov, ampak slučajno sem par poletij nazaj, sem rekel, tako, ponavadi smo se v bazenu nehali kopati, ne vem, konec avgusta ali pa še septembra, pa je bilo pa že mrzla voda, pa ni več pasa. Sem pa rekel, no, zdaj bom pa jaz pa kar še šel noter, vsak dan. In sem tak, vsak dan.
In potlej prije tist, ko ti pa že nočeš več prekiniti tega. Ne? Ja, navadiš se. In potlej navade se ne tako hiter. Ne tako hiter, s časom. Ker ko gre voda, 28 je super, ne? 25 ni problema. Zanimivo, da te pri 20 normalno že začne kar malo zepst. Pa greš čez 100, pa je potem naslednja stopnica, bi rekel, tam okoli 12. Ker ta se ti zdi pa, da že ni zmrzlena. Ne? Ampak ko greš še skozi 100, pa ugotoviš, da tam pri 2 pa 1 je pa res mrzla. Ampak pa si pa že toliko časa to Zvišaš počel. svoj nivo, ne? Ja, si že toliko časa to počel, da greš samo zato, da ne boš rutine prekinil, pa veš, da bo fakt, to bo res vsak. To bo bolel, to bo bolel, to bo zoprno, vse bo, ampak veš, koliko boš prvič, ker nisi popustil in drugič, ker ko pa priješ ven, je pa lahko še enak, minuto po snegu hodiš, pa nobenega problema. Ne? In ampak to je nekaj, kar sem sam nase dal. No, sej dobro, sej v končni fazi tudi ti si, in mislim, da čist prav, tako kot si rekel, ti ne moreš biti učitelj, pa nekomu pa nek pametnikovati. Jaz moram nekaj predstavljati. Ja, konec. Ja. Konec. Imam pa tudi to, zopet srečo, da nad vse ljubim to, kar delam, Ja. da to sprejemam kot poslanstvo bolj kot šiht. Šiht se reče, delo se reče, zato ker na koncu meseca prešteješ denar, ki si ga zaslužil, da plačaš položnice in da živiš. Ja. Ampak če ne, je to meni ljubezen, užitek, hobi, raziskovalno delo, vse tako, radost. Ja. In torej to je en plus, ki te vrže gor. Pa potem še navada, kakor si rekel ti. In naslednja, ljudje rabijo motivacijo. Eni tako, eni drugačno. Če ti zmotiviraš ljudi, bodo lažje, prej, močneje, bolje nekaj naredili. Ne? Če nekdo se približuje špagi in ti reče, ne morem, ne gre več, ne bo šlo. Mu ti rečeš, ja, imaš prav, zato ker si ti to zbral. Ampak, kaj če ti dam jaz sedaj na mizo 4 milijone neobdavčenih evrov? Država ne ve za to. Če v 3 mesecih greš v špago, so tvoji. V enem tednu je dol. Najkasneje. Ta človek. Misliš? Brez poškodb. Misliš? Ne govorimo o patoloških medenicah. O nekomu, ki recimo se približuje, manjka nekaj, ampak ga boli in tako naprej. Gre z močno motivacijo. Zato, ker se dela čudeže. Čudež je popolno povezovanje našega jaza z naravo. To je čudež. Samo da, ker večina ljudi nas ni pripravljeno tako potrpeti, pretrpeti nekaj, imenujemo to čudež. To je čudež Božji, to je nemogoče in tako naprej. Ampak ti, če hočeš napraviš, se naučiš 300 sklec v eni seriji. Zakaj da ne? Ja. Zakaj da ne? Eden ti reče, bo zmagal 3x3. Spet dam denar, zato ker smo v tem klinčevem materialnem svetu in se vrže potem denar, energijo recimo ali karkoli. In isto je za mnoge druge stvari. Motivacija. Motivacija. Kaj imamo od tega? Kaj pridobim? Ne? Ni vedno dobro to. Ne? Ni vedno dobro. Zato, ker so tudi življenjski principi. Jaz ti to dam, ker je prav. Ne? Kaj bom imel od tega? Tudi to. No, ampak svet so pri tem. Sej ni treba, da ti nekdo nekaj da. Ti si pri sebi nekaj zastaviš, zastaviš in potlej gre za tem. Ne? Gre za tem in je to super. Ravno o tem sem govoril. Ta občutek, koliko prilezeš do tega, je krasen, ker te spreminja. Ne? Ja, te spreminja. Ja. In te spremembe, te transformacije so zelo pomembne pri nas. Ker je res, da če se ti rodiš
veverca, boš veverca, če se rodiš kača, boš kača, ampak, ali pa tiger. Boš taka ali drugačna kača? Boš počasna kača, boš zdrava kača? Boš kraljevi tiger, boš poškodovani tiger? Torej, glede na to, kaj si ti v življenju, ti lahko postaneš toliko več, pa toliko manj. Ne? In z vsemi takimi stvarmi ti lahko povišaš v tem življenju stvar svoje duše, zaradi katere je prišla sem, ne? V to telo, v to obleko. Trenutno. Ne? To je moje mnenje. Sej. Sej tvoje mnenje. Ampak to je tudi moje mnenje. Jaz mislim, da je to točno tako. Zakaj? Lej, to je tudi ena stvar, ker sem sploh v tvojem klubu bil, pa sem spoznal to, ker sem prej samo slutil, da bi mi morala borilne veščine ponuditi, pa mi nekako druge niso našle. Ne? Zakaj tega ni kot del obvezne telovadbe? Zelo enostavno. Ne samo, da ni interesa. To je že zgodovinsko. Odgovor prihaja že iz... Borilne veščine, vzete tako, kakor sva se danes pogovarjala, spremenijo človeka v kaj? V neko višjo potenco. Ta potenca, ta človek, ki je potenten v vsem, ima višjo zavest. Višja zavest pomeni, da se zaveda dobrega, slabega, se ne boji resnice, živi za pravico. V današnjem svetu te ustrelijo takoj. Ali pa zaprejo. V današnjem svetu mora biti veliko bolnih, mora biti veliko tupkotov, morajo biti take šole, da onemogočajo genialcem ali pa navadnim ljudem, da dobijo veliko kulturo. Zato, da dobijo samo nekateri. Vedno ista štorija. In prav zato, če bi mi dali borilne veščine tako, kako bi bilo treba v šole, osnovno šolo sem mislil. Se hecaš, to ti zrastejo velikani in ti velikani v času 12-13 let bi zavladali eni državi, ki bi zavladala celemu svetu, ampak bi pokopala ki uničujejo vse skupaj. In ti, ki uničujejo vse skupaj, nimajo tega interesa. Odgovor je samo ta. Pika. Zakaj je toliko bolnih še vedno? Zakaj je toliko lačnih še vedno? Zakaj je toliko ignorance še vedno? Zakaj samo v določenih redkih šolah se daje določena znanja? Zato, ker je taki interes. Žal. Ne? Drugi so vulgus, kanon futer. To je. In kdor se je temu uprl, ali so ga odstranili, ali so skušali ga odstraniti, ali so ga ubili in tako naprej. Od Kennedyja do Gandhija in mnogih podobnih ljudi, ki so se borili za narod, za dosego nečesa, ampak navadnega naroda, za dosego nečesa. Se ne spomnim, pri nas v klubu, oziroma v tvojem klubu so tudi otroci, ne? Koliko jih je zdaj? Otrok jih imam 12. 12. To je od 4. do 11. leta. Kaj otroke pa le, sem pa tja malo motivira šport, ampak ti imaš športno pa tudi tekmovanje? Ne več. Pred 10 leti smo šli ven iz vseh federacij in športnih udejstvovanj, zato ker opazil sem nekaj stvari. Če ne govorimo o veliki pozitivnosti tudi v športnih udejstvovanjih, tudi v karateju, judu in tako naprej, imajo veliko pozitivnega, imajo pa tudi veliko negativnega. Prva od negativnosti so federacije, ki so vedno bolj politične in gledajo na denar, gledajo na poznanstva in to ni v redu. Druga stvar, ko se tekmuje,
se gre, kakor sva prej govorila, v konfrontacijo. In torej nimaš več kolegov ali prijateljev v klubu, ampak je eden proti drugim. Potem so še starši, potem so še tete iz Amerike in je cel kaos, ne? Kakor pri nogometu. In zato sem odločil konec. Sem preveč desetletij živel zelo intenzivno v teh vodah in sem rekel konec. Zato sem zdaj zelo zadovoljen, ampak je res, da je treba motivirati otroke. In danes, če povežemo na tisto prej, kar sem pred minuto govoril, je zmotivirati otroke in pomagati pri zdravju na 360 stopinj vedno težje. Vedno težje. Zato, ker šole niso tako usmerjene, da bodo hotele pomagati otrokom. Starši so taki in drugačni. Socialno življenje, stres, kar se dogaja po svetu. To vse tolče po otrokih. Nezdrava, zelo nezdrava prehrana, telefončki. Primerni otroci imajo domačo nalogo. Vsak dan moraš trenirati, ni nujno karate, kjerkoli. Druga stvar, zmanjšaj minutažo telefona na dan, zato ker je strup, je nezdravo. To sta dve glavni, no. Potem so še, ampak v zvezi s prehrano, ampak to je odvisno od staršev. Naprimer, vedno težje jim je pomagati. Ker imamo dva ekstrema zdaj pri otrocih. En ekstrem so tisti, ki so prepuščeni sebi, ali lenobi, ali ne športu in tako naprej. In tisti, ki so vpisani v določene klube, ki so zelo športno usmerjeni, magar tudi uspešni. In tukaj nastane velika nevarnost, da se začne škoditi mladostnikom na najrazličnejše načine. In to sta res dva huda ekstrema. No, zato... Ampak tako pač je sedaj. Jaz skušam mojim tem pomagati, da tudi če ne tekmujejo, da razumejo, kaj je življenje, da razumejo, kaj pomeni zdravje, zakaj gibanje, kaj pomeni matranje. Zakaj matranje pa tako naprej, ne? Matranje pri nas je beseda matranje nekaj kakor podobnega bičanju, ne? Zdaj me bičajo, zdaj me režejo, zdaj me pretepajo. Starogrški izraz je bil filopenija. Iz filopenije je nastala filozofija, beseda filozofija. In filopenija je bil izraz za atlete, da vejo, kaj pomeni se truditi, se potiti, se namatrati. In oni si to želijo. Zakaj? Zato, ker vejo, da tako grejo čez sebe in postanejo vedno močnejši, bolj ostanejo zdravi in tudi pametnejši. Filopenija, starogrški izraz. V zvezi prav s športi in borilnimi veščinami. Vedno težje je. No, vse, ker ravno to sem predvidel, ker vem, da jaz sem sicer prav iskal klub, kjer nima tega športnega dela, ker me to zmer odvračalo. Ampak vem pa, da generalno pa ljudje iščejo, to šport, pa bo v športu, pa bo tekmoval, pa bo neki. A starši, zato ker imajo probleme sami s sabo. Ja, sej. Ampak zato sem vprašal, če je kaj otrok, ker če mene vprašaš, meni se zdi to nekaj najboljšega, kar lahko otroku daš. Meni je žal, da se je Žan nekaj časa bil, fino, vsaj dobo je par let te lekcije, ne. Žive nisem mogel pripraviti, pač ne vem, a bi jo moral prisiliti ali kaj, ampak pač ni človek ne naredil vse prav. Ampak to se mi zdi, če otroka uspeš, da bi ga uspel en tak klub pripeljati, kot je ta, je to nekaj najboljšega. Zato, ker meni se zdi, da so borilne veščine vzete na ta način, dobro, itak morajo biti vzete na ta način, da niso športne pa samo na trdo, ampak da je še ta morala, pa etika, pa globlja zavest, pa vse, ampak že na nekem čist osnovnem površinskem nivoju se mi zdi borilna veščina, ki je ena metafora življenja. Ja, seveda, to je način življenja.
Pri borilni veščini, tam, ki si s prijateljem, ki imaš sparing, enkrat ti udariš, enkrat si ti udarjen, enkrat se umakneš, enkrat se ne umakneš, pa blokiraš in isto je v življenju. Čist isto, vse, kar se nam dogaja, je tako. Ti se moraš za vsako situacijo odločiti, tle se bom umaknil, tle bom celo to energijo vzel, pa jo bom tega odpeljem, kjer da še vem, da bo, tega pa ne bom pustil, tega bom pa zadržal ali pa ga bom, ne? In se mi zdi, da ravno skozi ta mater, pa skozi to, te hitre odločitve, tam se te odločitve res hitro dogajajo, ne? V času nič. Ja, v času nič, ja. Je to res ena taka fenomenalna dota za otroke in bi si želel, da bi res, ampak dobro, jaz nisem sistemski človek, se hotel reči, da bi se sistemsko otroke v to dajali, ampak Ne, ni šans. po drugi strani pa... Moram pa reči, da sem pa veliko krat videl in to je po celem svetu. Je veliko dobrih trenerjev in učiteljev borilnih športov, ki se zelo trudijo tudi etično in tako naprej vzgajati tudi močne tekmovalce. Torej, veliko se jih trudi. Problem je v tem, da je v borilnih veščinah oziroma v borilnih športih se stvar tepe. V tem je problem. Kaj v borilnih športih se stvar? Tepe. Je crash. Zato, ker če borilna veščina je duhovna veščina, je samoobrambna veščina na načine, kakor smo jih opisali, in potem narediš nekaj, kar je tekma, moraš najprej porušiti mnogo principov. To pomeni, ti unga moraš zmagati. Ti se boriš tako, da ga boš unga zmagal, te ne zanima drugo. In pripravljal se boš samo v teh treh tehnikah, to, konec. In samo to, v nulo. Torej, z vidika dela telesa, rednosti, fokusiranja, to je zelo dobro, zato ker so športniki, kakor drugi višji, resni športniki vseh ostalih športov na tem svetu. Crash je v tem, da sta principa sebi nasprotna. V tem je. Vseeno pa imajo mnogi športniki, tisti karateisti, judoisti in tako naprej, ogromno lepih spominov, ogromno lepih doživetij, katerim se ne bi sploh odpovedali. Tudi jaz jih imam, sem veliko tudi tekmoval in sem bil vesel v določenih trenutkih, ko sem tekmoval. Ampak potem, ko sem pogledal svet tekmovanj, ne športnike in trenerje, ki pripravljajo, ampak svet je kakor nogomet. Nogomet je krasna igra, ampak če ti pogledaš svet nogometa okoli, je to eno govno, navadno govno, ampak igra nogometa meni je fantastična. In isto je tudi karate ali pa ali judo in ti atleti, kako se pripravljajo in tako naprej, in ti trenerji, kako pazijo na nje in tako naprej. Problem skratka je, kar je okoli. Kaj bomo mi dobili potom njega za nas? Ti boš naredil to za to. In tukaj se začnejo kreši, ki ne grejo skupaj z borilno veščino. So pa normalni v športih. Nogomet je nogomet. Treniraš in imaš tekmo. Pri tenisu treniraš, greš na tekmo, torej je normalno. Borilna veščina je borilna veščina, ni šport. So primerjave, saj se boriš skupaj. Pa tudi se moraš včasih močneje boriti, da vidiš, Franska, še vedno delaš to napako, Štefka te je nabutala, zato ker delaš to napako. Še dobro, da sta šli danes močno, kakor sem rekel, da opaziš svojo napako. Ampak to ni tekma, ker če ti živiš za tekmo, se ti bo obrnila vizija borilnih veščin. Boš srečen, boš v borilnem športu, boš lahko krasen, ampak ni to borilna veščina. To se že na začetku zelo lepo razdelil. Ja, ampak da ne bi izgledalo, da se hvali eno, se ne hvali drugo. Vse je, kar delaš prav in vestno in pošteno, to je pošteno in lepo. Konec.